vloga kanonika je zelo odgovorna pri Forstenhausu in Kostanjeviški šelmariji. Kdo sestavlja litanije, je to naloga kanonika in kaj je letos osrednja tema? Ja, lejte, litanije se sestavljajo pač v največji meri jih kanonik, drugače ima kanonik tudi svoje menihe, ki mu seveda pomagajo. Drugače so vse litanije so drugače že vnaprej napisane v knjigi litanij, v Šelmini knjigi litanij, tako da, lejte, osrednja tema, še najbolj popularna stvar je občina, ne. Prejšnji mandat je bil sicer, kot vemo, so imeli probleme sami s seboj, ne. Lani, ko so bile pa volitve, je bilo pa veliko število kandidatov, pa rezultate pa sicer vemo, tako da, lejte, še zmeraj se bo potem slišali, kaj je bilo oziroma kako se to sliši, ne. Medtem ko predsednika Forstenhausa vsako leto po venezuelsko demokratično izvolijo, je pa kanonik malo bolj stabilna funkcija v tej komandi Kostanjeviški, ne? Koliko časa traja mandat? Mandat je načeloma do konca, ne. Sicer jaz sem padel v to noter čisto po zadnjem, zadnji kanonik ni umrl, ampak je odstopil, tako da mene so dali takrat dejstvo sam za letos, se pravi začasna rešitev, ki že traje 4 leta, ne. Tako da bomo videli, ali bom ostal na tem mestu, ali bojo najdli to zamenjavo. Kakšen pa je letošnji odziv pustnih skupin? Imate kakšno številko v glavi? Ne vem točne informacije, zato ker nekatere skupine, ki se vsako leto prihajajo v Kostanico, se najavijo prej, ker je fajn zaradi nekega števila vedeti. Nekih pa tudi pride, pač ker se odloči iz danes na jutr, tako da vse bo na koncu, bomo videli, kako dolga bo povorka, ne. Samo še nekaj, imate več veselja s samo šelmarijo, kadar je veliko gledalcev, ali to ne vpliva na potek? Glejte, včasih, ko je slabše vreme, je tudi manj obiskovalcev. Takrat, glejte, v vsakem primeru treba narediti tako, ko se zagre, ne. Tako da bomo videli. Glejte, ne vem, v principu tudi, če sami ostanemo, se bomo imeli fajn, ne.